kakor poznamo obraz svoje matere. Domače so nam njene vse gube in gubice, poteze veselja in sreče, brazde bridkosti in skrbi. Nenehno se privijamo k njej, ker nam je mil občutek topline in varnosti, ki nam ga daje. Naše domovine res, da ne moremo opevati po njeni prostranosti, zato pa toliko bolj cenimo njene kotičke, ki so polni lepote. Saj lepota ne potrebuje brezmejnega prostora, da se razmahne in razbohoti. Resnična lepota je kakor resnična ljubezen. Najmočnejša, kadar tiho žari, a s svojim žarom neusahljivo vliva moč, vedrino in pogum. Spoštovane gospe in gospodje, bizeljanke in bizeljanci, spoštovani župan občine Brežice, gospod Ivan Novan, spoštovana predsednica Sveta krajevne skupnosti, gospa Mateja Knekič, ravnateljica osnovne šole, gospa Metka Kržan, svetnice in svetniki krajevne skupnosti Bizeljsko, predstavniki društev, organizacij, člani moškega pevskega zbora Bizeljsko, učenci osnovne šole in vsi ostali gostje, vsi toplo pozdravljeni ob prazniku naše krajevne skupnosti. Na odru so že učenci otroškega pevskega zbora osnovne šole Bizeljsko. Pod taktirko učitelja Vilka Ureka bodo zapeli pesem z naslovom O preljubi dragi dom. Da imam krasno družino, da imam dobre prijatelje, da sem uspešna učenka osnovne šole Bizeljsko. Ponosna sem na to, da diham sveži zrak, pijem čisto vodo, da živim v mirnem kraju, predvsem pa na to, da sem bizeljanka. To si pa zelo lepo povedala. Že sami krajani se premalokrat zavedamo, v kako lepem kraju živimo. Se ti ne zdi? Ja, prav imaš. Toliko lepih gričev je okoli nas, ki so se ravno te dni dokončno jesensko obarvali. Mnogi krajani se tega premalokrat zavedamo. Še dobro, da se v šoli naučimo kar veliko, pa da nas starši peljajo na prireditve. A veš, da bo prav tu, danes in jutri zvečer zelo lepo? Pravijo, da domovino najbolj ceniš takrat, ko jo moraš zapustiti. Bizeljsko, 11. november 1941. Umirjeni tok življenja, napolnjen s vsakdanjimi skrbi in radostmi, je nasilno prekinila vojna, ki je kruto posegla v usodo tisočerih posameznikov. Prišel je okupator, tujec, sovražnik in ukazal oditi. Nerazumne in pošastne besede so ljudi napolnjevale z grozo in obupom, paniko, strahom. Oditi? Zakaj? Kam? Krajevna skupnost Bizeljsko praznuje svoj krajevni praznik 11. novembra na Martinovo v spomin na izgon 3011 domačinov v izgnanstvo leta 1941. Na oder vabim gospo Marjetko Slatner-Gerjevič, predsednico Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Bizeljsko. Prosim. Spoštovane krajanke, spoštovani krajani Bizeljskega, spoštovani gostje,
Spoštovan gospod župan, predstavniki društev in organizacij, predvsem pa toplo pozdravljam izgnance. Današnji oziroma jutrišnji dan, 11. november, je praznik krajanov Bizeljskega, ob katerem verjetno prva misel mnogih martinovanje. Da, in prav je tako. Toda za nekatere od vas je to dan, ki ga ne boste nikoli pozabili, ki vam leta niso izbrisala spomina nanj. To je dan, ko se zopet prikradajo grenki spomini tistega leta 1941, ko ste morali pod prisilo zapustiti svoje varne in tople domove in se v mrazu podati na dolgo pot tujino v neznano. V mrzlem dnevu ste pustili dom, zaspane vinograde, polne kleti, živino, živali, polja in njive nekim tujim, neznanim ljudem. S seboj ste vzeli le spomine. Najprej na grad Reichenburg, od tam naprej pa ste bili samo še številke. Od tu vas je odšlo 3011 in mnogo jih ni nikoli dočakalo vrnitve v svoje domove, tam so ostali zavedno, zavečno. In prav zato je na Slovenskem začel rasti upor proti tistim, ki so vam vzeli zemljo, vzeli jezik, vas ponižali in zatirali. Še več, vzeli so vam pravico do obstoja. In zavedajte se, da niste bili vi izgnani zaradi upora ljudi, upor je nastal zaradi izgona vas. Več kot je bilo izseljenih ljudi in pobitih talcev, bolj je upor naraščal. In v tem boju je padlo, dalo svoje življenja, tudi 18 mož borcev z Bizeljskega. Tako se sprašujem, le kdo ve bolje od vas, borci in izgnanci, da smo Slovenci kot narod v svojem potovanju skozi zgodovino doživeli veliko hudega. Vi, preživeli izgnanci in borci, ste žive priče zločina, ki ste mu z veliko trpljenja in bolečine uprli. Vsak izmed nas, izgnancev, hranite živ spomin na to trnovo pot, na svoj pekel, na obdobje življenja, ko ste bili pregnani z domov samo zato, ker ste Slovenci. Po prihodu domov ste bili veseli in žalostni hkrati, saj ste se vrnili v prazne, zapuščene in izropane domove. Samo velika želja in vera v svet svobode in resnice, vera v življenje, ljubezen do domovine, do svoje zemlje so vam dajali moč, da ste vzdržali, da ste preživeli. Vedno, ko se spominjamo druge svetovne vojne, govorimo o borcih, o partizanih, prevečkrat pa pozabljamo na izgnance. In da, obletnice in spominjanje je zelo pomembno, še pomembnejše in močnejše pa je njihovo sporočilo. Spominjanje je pomembno, da ne pozabimo tistega, kar se je zgodilo, da se zavedamo in vsakič znova povemo. To je spoštovanje, to je poznavanje naše zgodovine. Naj bo še dolgo tako. Hvala. Predstavniki društva bodo položili venec vsem padlim borcem pri spomeniku. Naš domači kraj, Ljubo Bizeljsko, je največja krajevna skupnost v občini Brežice, saj obsega skoraj 31 kvadratnih kilometrov. Bizeljsko danes, po podatkih statističnega urada, šteje 1712 prebivalcev, ki živijo v 12 vaseh. Bizeljsko, Bizeljska vas, Bračna vas, Bukovje, Drenovec, Nova vas, Gregovce, Dramlja, Stara vas, Vitna vas in Orešje. Zaradi ugodne klime z veliko sonca in ugodnih talnih ter hidroloških razmer je tu izrazito vinorodno področje, kjer pridelujejo zelo kvalitetna vina, danes znana že po vsem svetu. Naš kraj se ponaša zelo bogato naravno in kulturno dediščino. Zaradi lepot kraja ter gostoljubnosti domačinov, ki znajo za obiskovalce pripraviti tudi tradicionalne krajevne jedi, turisti z Bizeljskega odhajajo polni lepih vtisov in se radi vračajo. Domačini so vključeni tudi v več aktivnih društev, ki znajo poskrbeti za številna, tako kulturna kot tudi zabavna dogajanja v kraju in s tem močno pripomorejo k prepoznavnosti domačega kraja. V slogi je moč in dober glas seže v 9. vas. Šolstvo na Bizeljskem neprenehoma poteka že 233 let.
Učenci krajevne šole, ki s svojimi nastopi vedno poskrbijo za obogatitev kulturnih prireditev v kraju, ki jih organizirajo člani različnih krajevnih društev, bodo zapeli pesem o bizelskem ponosu, o bizelskem vinčku. Ki bo potekalo tukaj. A veš, da bo jutri Sveti Martin spremenil mošt v vino? Ja, martinovanje je prav posebna tradicija in prav je, da ne tone v pozabo. Se pravi, danes in jutri na Bizelskem praznujemo kar 2 praznika. Pa še res je. Sedaj pa na oder vljudno vabim predsednico Sveta krajevne skupnosti Bizelsko, ki je obenem tudi predsednica turističnega društva Bizelsko, gospo Matejo Kmetič. Prosim. Spoštovani krajanke in krajani, spoštovani župan Ivan Molan, gospa ravnateljica Metka Kržan, predsednica Združenja za vrednote NOB Bizelsko, gospa Marjetka Gerjevic-Slatner, gospod župnik Vlado Leskovar, predsednik krajevne skupnosti Bišece, gospod Primož Hripšek, svetnice in svetniki krajevne skupnosti Bizelsko, občinska svetnica, predstavniki društev in ostalih organizacij, ostali gostje in nastopajoči. Lepo vas pozdravljam na prazniku naše krajevne skupnosti, ki ga praznujemo jutri, 11. novembra. Letošnje leto je bilo močno zaznamovano z neprijetnimi dogodki tako pri nas, kakor tudi v svetu. Močna neurja s točo so klestila žal tudi po naših krajih in uničevala kmetijske pridelke in tudi infrastrukturo ter avgustovske poplave, ki so prizadele tudi del naše občine. V letu 2023, ki se počasi a vztrajno izteka, nam je uspelo izvesti nekaj manjših investicij, ki smo si jih zadali, nekaj pa jih je še v izvajanju.
Žal pa je tudi nekaj takih, ki v letošnjem letu ne bodo izvedene, saj smo morali najprej posanirati nujne zadeve po neurju, za ostalo pa nam je zmanjkalo denarja, saj vsako leto naredimo preoptimistične plane glede na razpoložljiva sredstva, ki jih dobimo strani občine Brežice. Ker smo krajevna skupnost z največ cestami v občini, je naša prioriteta modernizacija cestnih odsekov. To se ponavlja vsako leto. Še vedno imamo kar nekaj cest, ki vodijo do stanovanjskih hiš in niso asfaltirane. Konec lanskega leta je bila izvedena modernizacija javne poti v Drenovcu proti Srečku Vrnikoviču z zneskom 37 000 evrov. Letos smo uspeli modernizirati cestni odsek na Brezovici proti družini Marjana Jelčiča. Investicija je znašala 40 000 evrov. Komunala Brežice kot koncesionar, ki je zadolžena za letno in zimsko vzdrževanje cest v naši krajevni skupnosti, je izvedla nekaj nujnih vzdrževalnih del, predvsem po neurju. Stroški leteh del so znašali okoli 43 000 evrov. V ta znesek je vključena tudi zimska služba in navoz gramoza. Spomladi je bil strani občine moderniziran cestni odsek v Bračni vasi v dolžini 500 metrov v vrednosti 90 000 evrov. V izvajanju je še asfaltacija cestnega odseka Sodarska pot, prvi del, v naslednjem letu pa bo asfaltiran še tudi drugi del. Zaradi poškodb na cestišču sta bila oziroma se ravno sedaj delno sanirata dva odseka v Stari vasi, in sicer proti Rajteriču in Brkiču. V izvajanju je tudi sanacija lokalne ceste Vitna vas-Dramlja po hidravličnih izboljšavah. Finančno smo pomagali lovski družini Bizeljsko pri postavitvi nadstreška in nakup pokalov v znesku 631 000 evrov. Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stara vas smo finančno pomagali pri nakupu materijala v znesku 105 evrov. V Stari vasi pri gasilskem domu je po novem nameščen defibrilator, ki je stal cirka 2000 evrov, kjer je krajevna skupnost finančno pomagala v višini 230 evrov. Vsa ostala sredstva je svetnik Stare vasi, Denis Kmetič, zbral s pomočjo donatorjev, katerim se tudi zahvaljujemo. Športno društvo Bizeljsko nas je v septembru zastopalo na nogometnem turnirju v Artičah, ki je potekal med krajevnimi skupnostmi v Brežiški občini in zasedlo odlično 3. mesto. Zanje smo nabavili kratke majčke v vrednosti 56 evrov. V osnovni šoli smo pomagali pri izvedbi plavalnega tečaja in nabavili 15 kosov plavalnih očal v vrednosti 148 evrov. Za napokopališče Bizeljsko smo kupili 4 nove klopi, ker so bile stare že dotrajane. Strošek le-tega je znašal 1025 evrov. Nabavili smo tudi nove luči za napokopališče, ki pa še niso zmontirane. Strošek le-teh je bil 561 evrov. Obnovili smo tudi razpadajočo škarpo, ki se je deloma porušila na levem delu pokopališča. Investicija je znašala 6475 evrov. Na pobudo svetnika Vojka Kovačič smo v sodelovanju s turističnim društvom Bizeljsko zasadili rože po ograji od zadružnega doma do osnovne šole. Konec lanskega leta smo tako kot vsako leto tudi vsem 3 prostovoljnim gasilskim društvom finančno pomagali pri nakupu koledarjev v skupnem znesku 350 evrov. Kot sem že lani omenila, je v teku izgradnja mrliške vežice v Orešju, ki bi morala biti že v lanskem letu zaključena, vendar se je izvajalcem zaradi neresnosti prekinila pogodba. V letošnjem letu se je šlo v novi razpis in pridobljena so bile vrednostno zelo visoke ponudbe, tako da smo se odločili, da se izgradnja izvede v 2 delih. V letošnjem se zgradi, v naslednjem pa dokonča,
ampak tudi tu se je zadeva zavlekla, tako da je celotna izgradnja predstavljena v letu 2024. V letošnjem letu je kar veliko gospodinjstev na Bizeljskem dobilo optiko, za kar smo se že kar nekaj časa borili. Me veseli, da nam je to uspelo, saj je to sedaj nujna zadeva vsakega gospodinjstva. Kot se že vsako leto ponavljam, nas veseli, da imamo v svojem kraju zdravstveni dom in lekarno. V zdravstvenem domu sta zdravnik, ki dela 3-krat tedensko, in zobozdravnik, ki od letošnjega leta dela 4-krat na teden. Tudi to smo dosegli, da smo nazaj pridobili zobozdravnika. Je pa dejstvo, da ima zobozdravnik malo opredeljenih pacientov in pozivam, da se v čim večjem številu opredelite pri zobozdravniku, v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da ga več ne bomo imeli. Na lanski proslavi ob krajevnem prazniku sem omenila, da si želimo, da se odkupi zadružni dom. Povedano je bilo, da je ena zadruga, ki je etažni lastnik doma, obremenjena z visoko hipoteko. To nam je letos uspelo rešiti, tako da je bil narejen izbris hipoteke in sedaj je dom bremena prost. Strani občine in sodelovanjem krajevne skupnosti je bila narejena cenitev. Sedaj so na vrsti pogajanja z zadrugama. Srčno upam, da nam uspe, saj so tudi v proračunu za letos delno zagotovljena sredstva za odkup. Delno pa bi ga zagotovili v proračunu za leto 2024. Tudi v bodoče je želja, da lepo sodelujemo v sajnem kraju z občino in sosednjimi kraji ter društvi, osnovno šolo, župniščem. Opozorila bi pa še na eno problematiko, ki je že nekaj let zelo pereča na Bizeljskem. To so ekološki otoki, ki so najbolj problematični v brežiški občini. Prosila bi, da vsak od nas poskrbi in pripomore k temu, da bomo imeli naše Bizeljsko lepo urejeno. Preden zaključim, bi se zahvalila osnovni šoli Bizeljsko za program, posebej glasbenemu pedagogu gospodu Vilku Ureku in učiteljici in današnji voditeljici gospe Teji Brkovič-Škof, aktivu Kmetic Bizeljsko, ki so poskrbele za sladke in slane dobrote, ter društvo vinogradnikov Bizeljsko, ki so poskrbeli za odlično rujno kapljico, ki jo bomo po končani prireditvi tudi poizkusili. Na koncu pa vsem skupaj čestitam ob našem prazniku in vas po končani prireditvi prijazno vabim na pogostitev in druženje, da naredimo še kakšen dober skupen plan za izboljšave razmer na Bizeljskem. Lep večer želim in hvala lepa. Zahvaljujem se gospe Mateji Kmetič. Spoštovani gospod župan občine Brežice, gospod Ivan Molan, veseli smo, da ste se odzvali našemu vabilu, zato prosim, da pridete na oder in nam namenite nekaj besed. Spoštovana predsednica krajevne skupnosti, spoštovani svetniki in svetnice, bezelanci in bezelanke, spoštovani gostje. Lep pozdrav, seveda v imenu občine Brežice, v mojem imenu in seveda tudi jaz se z veseljem udeležujem te vaše svečane seje oziroma praznovanja vašega praznika. Sigurno je že bilo omenjeno, da je letošnje leto bilo izjemno nepredvidljivo in pa izjemno zahtevno. Seveda, eno od teh razlogov so bile razne ujme, ki so nas presenetile po celi državi in seveda sreči pa nam ni bilo toliko poplav, so bile pa druge, kot so toča, veter in podobne stvari. In seveda v takšnih časih je izjemnega pomena sodelovanje in jaz verjamem, da tudi tu smo v občini Brežice pomagali po svojih močeh, da so se določene stvari lahko sanirale. Seveda je pa naša naloga bila tudi, da smo v skladu z zakonom delali popise in zato, da smo oddali praktično evidenco. Sedaj pa je seveda odvisno od tega, od države, od vlade, ali bojo tudi namenili za to kakšna sredstva ali ne bojo. Seveda je pa bilo letošnje leto tudi drugače zelo zanimivo. Vemo, da v lanskem letu smo imeli 2 volitve
in ljudje ste izjemno veliko slišali lepih obljub, lepega upanja in vsega ostalega. Žal pa seveda letošnje leto se je pokazalo, da od vseh tistih lepih vesel je treba pristopiti na realna tla in da več ali manj lahko delamo tisto, kar imamo, oziroma tisto, za koliko imamo sredstev. In seveda pokazalo se je tako, kot že velikokrat, da dejansko ne imamo več, ampak imamo še manj, kajti na eni strani nam je država dvignila stroške, predvsem kar se tiče javnih zavodov, podjetij in ostalega, občinam pa naložila seveda, da moramo to poplačati. In lepo je, ko v Ljubljani obljubiš svojim občanom oziroma javnim uslužbencem in pa vsem ostalim višje plače, račun pa pride na občino Brežice. In tako smo včeraj morali zagotoviti 500 tisoč dodatnih sredstev, to je $500 000, seveda ponovno na računu investicij. Dejstvo je, da seveda jaz se zavedam, da je prav, da imamo višji standard, še posebej zato, kajti dejansko inflacija nam je veliko vzela v to, kar imamo že prevarčevano, realno pa nam je tudi zmanjšalo tako naše prihodke in podobne stvari. Seveda, nekaj podobnega se nam je zgodilo tudi s tem, da so se cene storitev bistveno povečale in če imamo danes enako vrednost denarja, dejansko z njim lahko bistveno manj naredimo. Vendar, kljub vsemu, jaz mislim, da smo lahko Brežice zadovoljni, kajti dejansko mi smo že dolgoročno planiramo. Nismo občina, ki bi se zaletavala, ki bi delala pompozno, kot danes marsikateri pravijo, sanjajo o velikih projektih. Danes slišimo milijardne projekte, jutri 100 000 milijonov, 100 milijonske, drugi dan pa pol slišimo, da od tega ni nič. V občini Brežice praktično bomo speljali tisto, kar je bilo že sprijeto v lanskem letu in kljub temu se ne bomo preveč zadolževali, kajti jaz verjamem, da bojo prišli še drugo leto in pa naslednje leto verjetno še bolj zahtevni časi in za najemanje kreditov bomo imeli še dovolj časa. Treba pa povedati, da seveda v občini Brežice skrbimo, da delamo praktično v vseh krajevnih skupnosti. In jaz verjamem, da tudi v letošnjem letu je na Bizeljskem bilo in pa vem veliko narejenega. Seveda, ko pridem bilo kakšno krajevno skupnost, noben misli, da pri njih ni bilo nič narejeno. In danes, če vam povem številko, koliko je bilo investirano v vaš kraj, boste se vsi prijeli za glavo, €1,5 milijona. Seveda, vsi boste rekli, da to ni res. Vendar dejstvo je, da samo €1 milijon je namenjeno za vodovodne sisteme, čeprav vem, da to marsikomu nič ne pomeni, kajti dejansko vodovod, ko teče voda iz pip, gledamo samo preko položnice, ki jo moramo plačati. Vendar, če želimo dolgoročno zagotoviti nam in pa našim zanamcem kvalitetno pitno vodo, je potrebno zamenjati cevi, je potrebno narediti sisteme, je potrebno narediti nove rezervoarje in seveda občina Brežice to dela skupaj, tudi delno z evropskim sredstvom, z sosednjo občino, z Pišecem in seveda dodatno še druge stvari in zato je bilo približno namenjeno €1 milijon. Pozraven tega seveda se skrbimo in želimo, da se delajo še tudi druge stvari in tudi vaša predsednica je že povedala, da tudi v letošnjem letu namenjeno nekaj sredstev, predvsem tudi za ceste, ki seveda so prav vam še vedno izjemnega pomena. Ključno pomen pri tem našem delovanju pa je seveda, da zagotavljamo normalno življenje. Zato za nas je še vedno ključnega pomena, da financiramo in pa omogočamo nemoteno delovanje šol, vrtcev, kajti marsikdo se tega ne zaveda, vendar to je dejstvo strošek občin. In jaz mislim, da je to ključnega pomena, kajti danes, če ne bi bilo šole na Bizeljskem, verjetno ne bi bili ponosni na te otroke, ki so pred vami in pa še na marsikaj drugega. In jaz mislim, da šole in te stvari morajo delovati. Seveda občina financira tudi društva in pa drugo kulturno življenje, prav tako pa seveda skrbimo za marsikakšno socialno varnost in druge stvari. Tako da jaz sem prepričan, da v občini probamo skrbeti in omogočiti vsem kvalitetno življenje. Treba pa povedati, da se občine zadnje leta financiramo po številu prebivalcev, kar pomeni seveda, da takšne občine, ki imajo veliko število, malo število relativno ljudi in pa veliko infrastrukture, so na slabšem. Tudi Bizeljsko, če primerjate glede na število prebivalcev, imate izjemno veliko površino, vendar definitivno v občinski proračun ne pride denarja toliko, kot se bi ga želeli. Zato jaz verjamem, da v občini Brežice še vedno ta solidarnost in da gledamo na to, da se vseh krajih nekaj dela.
Vemo pa tudi vaše potrebe, želje in zahteve. Konec koncem vemo, da si želite predvsem, kar se tiče pločnika. In tu moram povedati, da smo pred leti ga že smeli sprojektiranega. Vendar dejstvo je, če želite, da se bojo ti pločniki zgradili, bo treba sodelovanja, marsikdo od krajanov se bo moral tudi odreči kakšnega kvadratnega metra zemlje. Na občini Brežice celo to kupimo, plačamo, vendar dejansko po tistih cenah, ki so nekako cenilčene. Marsikdo pa misli, da bo seveda ob tem imel kar neke nerealne zahteve. Podobno vem, da je nadaljevanje Vinarske ceste ena od ključnih prioritet za naprej. In tista cesta, ko se gor pelam, je res izjemno slabem stanju, vendar dejstvo, tudi tam bo treba veliko sodelovanja, kajti je zelo ozko in marsikje bo treba tudi odstopiti kakšen kvadratni meter svoje zemlje, da se bo lahko to razširilo. Prav tako seveda vemo, da je problem ta Vežica v Orešju, tudi nam je kar narodno, izjemno, jaz bi rekel, neprijetna stvar, vendar dejstvo je, da jo moramo zgotoviti to na kvaliteten način, kajti če bi delali tako, kot je bilo prvo zastavljeno, bi lahko bilo, da bi čez par let ta Vežica zdrela pod breg, ali pa prišlo do pokanja in tega si ne moramo privoščiti. Bomo pa vztrajali, da bomo tisto, kar smo želeli, tudi naredili. Zato, spoštovani krajanke in krajani, jaz verjamem, da imamo še veliko skupnih načrtov, vendar vse to lahko dosežemo samo z sodelovanjem, z dialogom in pa nekako z roko v roki. Z tem načinom, ko včasih mislimo, bomo nekaj izselili ali bomo, ne vem, tako ali drugače. Danes moram reči, da tudi, ko pride iz država kakšna investicija, so najbolj srečni, če se doma ne moramo dogovoriti, kaj ti to pomeni, da lahko gre ta investicija v drugi kraj. Zato jaz verjamem, da bomo tu naredili vse, da bo prišlo do dobrega sodelovanja. Sam kot župan pa se bom maksimalno potrudil in zagovarjal, da bojo te investicije prišle tudi v proračun, čeprav treba povedati, da proračun sprejemajo občinski svetniki, jaz ga lahko samo predlagam. Verjamem pa, da bojo občinski svetniki tudi z različnih krajev, kajti treba povedati, da občinski svet sprejema proračun kot kompromis in dejansko neben nikoli vse ne doseže, da bo treba z kompromisom doseči, da se bo delalo še naprej po vseh krajih, ki bo naše občine. Bi pa se tudi sam mogoče opozoril, kar sme opozoril danes direktor zdravstvenega doma, da smo se maksimalno trudili, da smo naredili to pri vam zdravstveno postajo, podobno v Pešecah, da smo zagotovili tudi predvsem to, da imate zobozdravnika, vendar če ne bo imel upisanih praktično pacientov, bo to pomenilo, da ZZS več ne bo financiral in da enostavno je velika verjetnost, da ga lahko tudi izgubimo. Zato jaz mislim, da se treba maksimalno potruditi, da ga boste še naprej imeli, kajti jaz verjamem, da je to en veliki privilegij. Veste, da danes marsikatera občina nima svojega zobozdravnika, vi kot krajevna skupnost pa ga imate, zato maksimalno sodelujte in delajte vse na tem, da bo to narejeno. Verjamem, da tudi, ker imate ravnateljico, bomo našli tudi rešitev, da se sanira dejansko tudi vaša telovadnica, kjer jaz mislim, da je vsaj treba energetsko urediti, da bo tudi na tak način bilo še boljše za otroke in za vse vas. Vendar danes ne bi rad vas preveč utrujal, jaz bi vas najprej seveda želel vse dobro, želel v vašem prazniku in predvsem vas vabim, da z roko v roki sodelujemo, pripravimo projekte in da seveda se tudi drugo leto veselimo novih investicij, novih uspehov in pa seveda novih dobrih rezultatov. Lep dan in vse dobro v prazniku. See
obiskala vse cerkve na Bizeljskem? Ja, sem. Udeležila sem se organiziranih pohodov v kraju. Ti si že šla pogledat Bizeljski grad? Joj ne, ob prvi priložnosti ga obiščem in ko pridem k meni prijatelji iz tujih krajev, jim moram pokazati, kar se le da videti na Bizeljskem. Že sami krajani se premalo zavedamo, koliko lepih stvari imamo pred nosom. Ali prisluhneva še zadnji pesmi mladinskega pevskega zbora? Še bolje, pridruživa se jim. Zahvaljujem vsem nastopajočim učencem osnovne šole Bizeljsko in našemu glasbenemu pedagogu Vilku Ureku za nastop. Na oder pa vabim člane moškega pevskega zbora Bizeljsko, da nam zapojajo priredbo ljudske pesmi, ki nosi naslov Oj preljuba vinska trta. Oj preljuba vinska trta, ti veselje mojega srca. Spomlad cvetiš, polit rodiš, na jezer soček, na povolni. Oj preljuba vinska trta, ti veselje mojega srca. Spomlad cvetiš, polit rodiš, na jesen soček, na polni. Spomlad cvetiš, polit rodiš, na jesen soček, na polni. Oj preljuba vinska trta, ti veselje mojega srca. Spomlad cvetiš, polit rodiš, na jesen soček, na jesen soček, na polni. Oj preljuba vinska trta, ti veselje mojega srca. Lepo dišiš, me napojiš, zvečer palačo noženiš. Lepo dišiš, me napojiš, zvečer palačo noženiš. V bistvu prav je, da se tudi ob takem dogodku zahvalimo zaslužnim, ki so nam pomagali letos pri delovanju krajevne skupnosti, pomagali pri organizaciji dogodkov, tako da v bistvu letos je bila toča in pa pozeba, tako da ne bomo delili vina, ampak bomo rože. Naslednje leto bomo pa verjetno kako kapljico.
Najprej bi se zahvalila gospodu Vilku Ureku, ki tako lepo naše otroke pripravlja, da ni nobene prireditve brez njih. Hvala lepa. Potem voditeljici današnji in mentorici programa Teji Brkovič, Škof. Potem župan, tudi za vas imamo eno rožico. Potem aktiv kmetic, prosim, da bomo se posladkali po prireditvi. Potem bi prosila nekoga od društva vinogradnikov, ki so nam častili vinsko kapljico. Aleš, lahko prideš ti. To je tudi naš glavni električar. Potem bi se zahvalila tudi svetniku Vojku Kovačiču, ki res zelo veliko naredi za našo krajevno skupnost. Pa še Denisa Kmetič bi povabila, tudi on se trudi. Hvala lepa. Potem pa brez naše tajnice, mogoče jo nekateri sploh ne poznate, to je naša tajnica na krajevni skupnosti, tako da če imate kakršnekoli težave, verjamem, da jo poznate, tisti pa, ko nimate, je pa verjetno ne poznate. Majda, zate tudi tale rožica. Zdaj pa lepo vse vabim, tukaj za nami se pripravlja že pogostitev, da bomo imeli eno tako Martinovo pojedino, se pravi tradicionalno, sicer ni račka, ampak je ena pečenka, mlinci in pa rdeče zelje. Seveda poskrbljeno bo tudi za sladke in slane dobrote in pa seveda vinsko kapljico. Hvala lepa vsem, ko ste prišli in lepo se imejte. Že v mojem srcu, še upa, ki snega na ti. En del tega večera, predskupina krasnega ansambla sestava Jukebox. Malo vam bomo popestrili večer z Avsenikovo glasbo. Seveda pa ne smemo pozabiti na Bizeljčana. In sicer na Bizeljčana PPP. Avtor je naš Slavko, besedila in melodije in to je, mislim, da kar že skoraj da himna bizeljskega. Bizeljčan PPP. Koji po svijetu žive